Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Dobrodošli v kraljestvu domišljije, podcastu Lutkovnega gledališča Ljubljana. Gašper Malnar je igralec, animator in lutkar. Burja, umaglo, nebo krije. Eden izrazitih ustvarjalcev, ki gledališča ne gradijo s hrupnimi gestami, temveč z navzočnostjo. V njegovem odrskem ustroju se telo, predmet, glas in ritem nenehno preobražajo drug v drugega. Lutka, samostojen odrski subjekt, se vselej spet izrazi kot krhko, živo bitje odnosa. Dobrodošel, Gašper. Živjo. Kot diplomant gledališko-lutkovnega studija Lutkovnega gledališča Ljubljana si tik pred prekucem v novo tisočletje doživel odrski krst. Če se ne motim, Zlatko Bovrek te je povabil v matematično šalo o eksistenci, v kabaret izničenja, od 1 do 0. Predstave nisem doživela, zato brezsramno ugibam. Jedro Bovrekove umetnosti razodeva, da je človek sam po sebi lutka. Ali od 1 do 0 pomeni izbris sveta, cirkus razpada? No, to je bila, mislim, da prva produkcija, če se ne motim, študijska. Mislim, lep spomin imam na neko prvo izkušnjo znotraj, sploh moja prva izkušnja z lutko, pa Zlatko je zelo zanimiv človek bil. Nino Deglerja, mislim, da je glasbo naredil, Dekleva tekst, tako da ja, bilo je, za prvič je bilo, mislim, v zelo eminentni družbi za svojimi sošolci in na katerimi to zdaj kolegija. Da. Po Bovreku je lutka na več načinov povečava človeške groteske, anatomija oblasti, razkritje, da človek ni avtonomen. Kaj še je zate lutka? No, vem, kaj lutka ni, a ne? To je mogoče lažje odgovoriti. Lutki ni treba biti človek, mogoče je tako boljša, ne? Ni treba biti lahko. Mislim, da je lutka lahko karkoli in karkoli je lahko lutka. To se mi zdi. Pravzaprav več ne vem in še skozi preiskujem. Pamet zame, to je tista stvar, ki jo iščem. Pamet zame, vse, kar si želim. Gašper s Silmanom Omerzujem sta sodelovala pri vrsti projektov z Bogom princ, Alibaba in 40 razbojnikov, Čarovniki Zoza, Narcisi Neho pa Prepovedane ljubezni. Silvan Omerzu je nekdo, ki ne domišlja le lutk, temveč skorajda ontološke objekte. Njegove kreacije so, vsiljuje se mi ta vtis, pa ga bom kar poustvarila, leseni simptomi sveta, vabi v groteskne pa tudi sakralne svetove in njegov prostor je na toliko načinov antihumanističen, ampak v najboljšem pomenu, ker človek zanj ni nujno ali sploh ne center vesolja. Bi se strinjal, da Omerzujeve lutke ne poskušajo postati ljudje, da nasprotno ob njih človek začuti, kako lesen je pravzaprav minljiv, mehaničen. Ja, se pravi, s Silvanom sem res kar nekaj predstav, imel možnost sodelovati v kar nekaj njegovih predstavah, izredno zanimiv, super avtor se mi zdi. Estetika mi je blizu, tudi tematika. Izjemna izkušnja, vsakeč znova, predvsem se spominjam stvari, kot so predsejšnja disciplina, nek način tudi ponovitve, neka repeticija, zelo veliko se mi zdi, se naučil. Še ena odrska postavitev, Vžigalnik po Hansu Christianu Andersenu, pregneten z domišljijo Andreja Rozmana Roze, je umetnina oživljenih ročnih lutk, ki kipijo na napeti vrvi mestoma že cirkuške animacije.
In v tej divji, intenzivni fizični interpretaciji se soigralcema Majo Kunšič in Iztokom Lužarjem sjajno spojite. Tempo igre je magično popoln. No, na 21. poletnem lutkovnem pristanu v Mariboru si prejel nagrado za vlogo v prizoritvi Vžigalnik, predstavo pa so nazadnje razglasili še za najboljšo stvaritev Mednarodnega lutkovnega festivala. Si upam reči, da smo bili super trio. So tudi neke veščine, ki si jih vedno znova naučiš, poleg spoznanj in izkušenj. Tam smo se učili žonglirati, na neki način biti tudi klovni, neke vrste. Ja, mislim, dragoceno. Ne? Vsakič se mi zdi, da so procesi lahko, mislim, nikoli mi ni dolgčasno. Vseeno mi je, kaj igram, a igram metlo ali kamen ali žival ali človeka, če se tako reče. Vedno se mi zdi, da je ogromna prostora za raziskovanje, da poiščem nekaj, kar je meni zanimivega in kar je seveda pač smiselno izvesti ali uporabiti v predstavi. Gledališki esej o sreči je precej edinstven umotvor režiserja Tomija Janežiča, pa tudi obsežnega ansambla, ki ga je soustvaril. Pripoved, izpoved, ki se, kot je razmišljal recenzent Blaž Lukan, na trenutke zazdi kot samodelujoč stroj, ki ne potrebuje gledalce, čeprav se brez njegove prisotnosti škripajoče ustavi. Lepo povedano. Gašper Malnar, kje in kdo si ti v tej metadrami, ki je sočasno predstava in resničnost? Omeniti velja, za vlogo v zadevni uprizoritvi si prejel Borštnikovo nagrado za igro. Ja, zanimivo vprašanje. Zanimiva izkušnja spet. Ja, Tomi Janežič je poseben ustvarjalec. Super je bilo tudi sodelovanje z Mladinskim gledališčem, ljudmi, ki sem jih prej poznal, pa ki z njimi nisem odrostal. Spet cel kup stvari sem se naučil, spoznal od kolegov, soigralcev, od Tomija in njegovih sodelavcev. Ja, in kdo sem jaz v tej predstavi in kaj, mislim, vem, kaj sem igral, kje sem bil, sem tudi vedel, ker smo zamenjali skoraj vse odre, ali kako, oziroma tudi tukaj smo bili. Ja, dolga predstava, enkratna izkušnja, velika izkušnja. V mednarodni koprodukciji Tunel pod režijsko usmeritvijo Mihe Goloba se izrežeš kot vešč ansambelski igralec, kar tudi si v vseh ozirih, animator izrazite fizične prezence, to že smem reči, performer, ki izvrstno razume kompleksne odrske izvedbe. Znotraj temišča, torej igrišča za temo, soigralci soočite oblike teme in svetlobe in številne simbolne plasti med obema. Kako se je igrati na polju teme in svetlobe, obih hkrati, vsake posebej? Saj to je življenje v prispodobi, kaj ne? Absolutno, ne? Mislim, lepo, tudi tukaj je šlo tudi za koprodukcijo z kolegi iz Klajpede, iz Litve. Predvsej raziskovanje je spet bilo, ne? Kar se mi zdi meni kot lutkarju super, da vsakič, ko delam predstavo, da je vedno dovolj prostora za neko raziskovanje, premišljanje, drznosti in tako naprej. To se mi zdi meni osebno super. Mislim, da bi mogel izvajati zgolj to, kar mi nekdo reče, bi bilo meni preskromno. Da. Ker ti procesi so na toliko načinov tudi samo iznajdbe spet in spet. Ja, čudovito je pravzaprav res. In seveda drzno, da se igrati s temo in svetlobo, ne? Da je to lutka na nek način. Ne? To so stvari, ki se mi zdi zanimive. Ne? Na 12. bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije ste nastopajoči prejeli posebno nagrado za celostno in homogeno izvedbo in mejtunej, da povsem utemeljeno. Ja, da je zelo pomembno na tovrstni predstavi to, kako mi razumemo materijo in drugega na odru. Tako da ja, se strinjam, mislim, jaz se tako počutim kot pravi nagrada v tej ekipi. Da. Mislim, vsi smo v predstavi, ne? Govorim, če delam predstavo tukaj, meni se zdi od spodnjega nadstropja, kjer so
tudi snežirke in vse. Ja, jaz razumem gledališče in predstav kot izdelek vseh. Vsak člen je pomemben, ne? To se mi zdi pomembno. Je moč to prebrati iz tvoje vsakokratne drže? Gospod Mešnava, prsečim gospod, a so svate prišli, a vedo, da se bom ženil? No, me prav veseli, no. Prijatelj, je sicer dovoljenje v neki ženitvi res je, ali ne čisto tako, kakor ti misliš. Sva sama? Naj jo nihče ne sliši. Da bojo čist sami, grem tudi jaz. V izrazito nemuzejski, torej nemuzejski postavitvi Linharta ste odigrali subverzivno komedijo o oblasti, manipulaciji, razredih. Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki je v režiji Vita Tauferja premiero doživel že dobri 2 desetletji tega, je že pravoveren izdelek sodobnega avtorskega lutkovnega gledališča. V Karnevalski burki ste bili ritmično nezmotljiv ansambelski stroj enkrat več. Če se posprehodiva po vrvi spomina, kako je bilo dihati to očitno hiperaktivnost odra? Izredno veliko hvaležnost sem čutil za povabilo k projektu. Super ekipa, Brane Vižintin, Katja Pavše, Martina Mavrič, takrat še brez Lazar, Isto Klužar in jaz. Igor Leonardi je bil na zvočilih, karkoli, in seveda Vito Taufer. Ogromno treninga, bilo je naporno, roke so nas bolele, to je bilo res zelo naporna predstava. Ampak igrali smo jo pa v enem dihu, ne. Mi smo rekli, da to je rock'n'roll. In ko se je začel, smo sam drvel kot lokomotiva do konca, ne. Bilo je super, vedno smo bili čisto izmučeni, ampak je bilo pa neznanski užitek se zdivjati znotraj Linharta. Da, ekstatično se sliši. Ja. Fantastično. Bilo je super, vedno. Da. Nespregledljiva okoliščina. Kritika je predstavo razumela tudi kot pomemben trenutek za slovensko lutkovno gledališče. Lutka je bila na lepem prepoznana kot medij za odrasle. Kot lutkovna predstava za odrasle, da to se je bolj, da se zdaj bolj to razume in drugače, kot se je razumel takrat. Čeprav seveda to niso prvi poskusi predstav za odrasle. Ja, in priznam, da smo se kar, ne vem, če toliko javno, oziroma toliko na glas, ampak s kolegi, smo se kar veliko ukvarjali s tem in borili pravzaprav za to pozicijo predstav lutkovnih za odrasle, ker so, mislim, super so te predstave prej, ne. Lutka za odrasle je seveda kot nek nov žanr pravzaprav, ne. Da. In je super, no. Zelo rad igram tudi za odrasle. Neogibno, nujno ogledalo za Ja. odraslega. Ste blagovolili reči, da Jezusa ni bilo na svetu? Matija Solce se seanso Bulgakov, ki jo je hudomušno opredelil za predmetno lutkovni brainstorming, ni lotil uprizoritve ikoničnega romana Mojster in Margareta. Po Solcetovem branju Bulgakov široma odpre duri sanatorija družbe. Groteska na noben način ni le estetska, temveč se izreče kot družbena diagnoza, absurdna politična alegorija, halucinacija sistema, vsi smo pacienti, vsi smo sostorilci, naravnost, sijajno. Gašper, koliko tvojega lastnega komentarja na svet zunaj se znajde v humorju tega huronskega asociativnega mehanizma? Zdi se, da ti je blizu premislek, da lutke ne gre uporabljati predvsem za iluzijo, ampak še nekaj bolj za razgaljanje mehanizmov sveta. Ja. Seveda, kjer je prostor, čas za to, ne. Rad to počnem. S tem, da priznam, da domišljam si, da kot
nekdo, ki sodeluje pri predstavah, ne vsiljujem svojih pozicij. Domišljam si, da si vzamem čas, da začutim, kam in zakaj gre. In domišljam si, da takrat potem spustim tudi svoje lovke, ki komplementirajo ali pač na kakršnekoli način komentirajo to, kar počnemo. Ja, zdi se mi, da je prav, čeprav tega ne počnem s kakšnim v smislu napisom ali pa, da je to kot neke vrste manifest, ampak rad seveda začinim vse skupaj z svojim razumevanjem sveta. In seveda ta predstava, naprimer, če smo prej rekli, da je bil Matiček se ženi rock'n'roll, ne, je ta seveda nek punk, ne, naprimer. In izvrstno seveda si to anatomizirala in povedala. Ne. Na Bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije si prejel nagrado za vloge v prizoritvi seansa Bulgakov lani, pa je predstava dočakala nagrado za najboljšo predstavo na prvem festivalu lutkovnih predstav za odrasle na Madžarskem. Juhej! Ja. Ena nosilnih idej poetike Matije Solceta je zavedanje, da more karkoli biti postati lutka, kakor si že prej tudi sam dejal. V seansi Bulgakov tako predmeti seveda niso rekviziti, temveč aktivni nosilci pomena in izkaže se, da je material vse, atmosfera, zvok, ironija, politična metafora, režijski komentar, ritem. Predstava res deluje kot kolektivna halucinacija, kabaret razpada, ritual absurda, vse to. Ja, ni to življenje. Ja, vse našteto v prepletu. Mislim, Matija, se vemo, je divji ustvarjalec, ali kako, ne. Divje buden, Ja, sada dodan. da, se strinjam, kakorkoli lahko bi zdaj govorila cel kup teh pridevnikov, ampak ja, vedno sem rad delal z Matijo. Zanimiv proces, zelo ponavadi kratek, tak šprint je ponavadi to, zelo gost, pomensko in ja, mislim, te predstave imajo svoj prostor in svoj namen in tudi ga dosežejo, mislim, da zadano, da dosežejo dostikrat, kot pravite vi, obiskovalci. Ja. Pa bi znali rešiti tole. Gobec ušesa ve. Ni psiček. I a pravi je. Saj vemo si eden žlahtnih gradnikov kultne predstave Štirje muzikanti v režiji ta istega mojstra Solceta. Perspektiva, ki se mi zdi vredna omembe, že uvodni takti so katarzični. Zgodi se namreč demokratizacija prostora, občinstvo sedi na odru, ne pod njim, otroci ne opazujejo z razdalje, spremenijo se v sopotnike, skorajda člane igralskega ansambla. In to gledišče se mi zdi na toliko načinov imenitno. Gledališče ni le reprezentacija sveta, tedaj je začasna skupnost ljudi, predmetov. To je, tako kot si rekla, ta začetek predstave je seveda eno veliko povabilo vse skupaj na zabavo ali karkoli, pač karkoli to je. Ja, in se mi zdi, in se diha drugače in se igra drugače. Predstava je seveda postavljena in izvedena v tem kontekstu. Tudi ena od predstav, ki, ne vem, ta je mogoče bolj folk, ne, če smo že glasbeno jih označevali prej. Ja, izvrstno, to tudi igramo radi. Mislim, to predstavo mislim, da je 15 let star ali kaj takega že najbrž. Igramo ponavadi zdaj zadnje čase enkrat na leto, ampak je ne damo. Nikakor je ne smete In dati. jo negujemo in smo zvesti njenemu poslanstvu, mogoče karkoli. Mislim, da predstava je v bistvu neke vrste mala šola, tudi lutkarija, ne. V smislu tehnike, teh sprememb, neka glasbila so in tako naprej. To se mi zdi, v bistvu predstave super. Joj, da res je edinstvena. Zakaj so igralci Martino Mavrič, Lazar Polono Kores in Mihom Arhom
4 muzikanti utelesite svobodno avantgardo zame, predmetno gledališče povežete s koncertno dramaturgijo in dokažete, da mora biti glasba gledališče samo. Zgodi se, to moram izreči kot komentar in hkrati obliko zahvale, zgodi se prikaz trenutka, ko igralec ni ločen od glasbenika, animator ni ločen od ritma in lutka ni ločena od zvoka. Vse je prima kinetična partitura. Fenomenalno. Če to tako razumeš, potem hvala. Prav tako to razumem. Hvala vam. Stop! Dober dan z inšpektorata, pobiramo mrtve. Dober dan, pobiramo mrtve. Kaj? Tako. Kaj? Tako. Okno. Grač, pet. V temnici kolektivno zadobi drugačno izrazno obliko. Skupnost že res lahko osvobaja, a tudi primora v poslušnost. V temnici se celo orodje glasbe smiselno pregiba. Glasba ni več samo ali predvsem spremljava emocije, mehanizem oblasti nad telesom. In tvoja izjava v enem izmed intervjujev, navajam, dragoceno je biti neviden, konec navedka, v tej odrski izvedbi postane nekako politična izjava, zakaj v sistemu rituala posameznik izgine. Ja, mislim, kaj so pa vojne, kaj pa so, kdo je tam posameznik, saj ga ni, ne? Mislim, so posamezniki, ki so zgolj nekje zadaj na vrhu, ostalo so pa pač, če se vrnemo na začetno, od 1 do 0 so pač, ne, mislim, pravzaprav vse, kar sva naštela zdaj, spada lahko v to izjavo, ki si je prej podala, ne. Tako, no, tudi take predstave treba delati, no. To se mi zdi pač, ja, takrat se je vojna začela v Ukrajini, ja, pač včasih ni lahko. Ne, mnogo kje, v vsakem trenutku, kaj ne. Oziroma še boljše, ja. Vedno je nekdo, ki mu ni lahko. Večnih. Večnih, da. Mene je prešinilo, ko sem temnico doživela, zelo globoko me je pretresla, to smem povedati, in sem razumela, da vojna ne preživi predvsem v ideologijah, ampak v predmetih, ritualih, ritmih, ki jih še naprej nosimo s seboj. In lutkovno gledališče se mi zdi idealen kanal sporočanja, ker lutka ni človek, ampak material, ki ga je zgodovina poškodovala. Lahko nepovratno v tem primeru. Da. Se strinjam. Tukaj je lutka še posebej na nek način zgovorna, ne? Karkoli lutka je v tistem kontekstu, seveda. Da, da. Boleče, razgaljajoče. To je to! Avtor koncepta in režiser Benjamin Zajc je z Medvedkom Pujem napravil silovit obrat, potrošniško okupirano ikono 20. stoletja je očistil vsega odvečnega in kako neugnano v starinarnici spomina na odru gledališča Ostankov za glavnega protagonista postavil Sivčka. Benjamin Zajc je zares storil nekaj na moč redkega, otrokom je sporočil, da tudi odslužene reči premorejo dostojanstvo. Njegov Medvedek Pu tako ne govori o sreči, ne toliko, ampak o skrbi za tisto, kar je že skoraj odpisano. Gašper, v tej antidigitalni predstavi, hura, iz kupa predmetov ustvariš svet, ves svet, brez spektakla.
s tihim zaupanjem. Kako pristno lepo. Seveda se mi tudi meni zdela ta pozicija povedati zgodbo prek sivčka ali kako zelo zanimiva. Ne? Sploh, ker sem sam človek, ki ne mara oziroma najraje ne počnem tega, in sicer to, da sem didaktičen. Če mi le uspe, raje delim svoje izkušnje, kot pa dajem na svete, to se mi ne zdi ta isti stvari. In ja, tukaj je tudi sivček, seveda. Da je siv dan, to pomeni slabo nekomu drugemu, ne pa njemu. Ne? Mislim, pač nekdo ima rad sonce, nekdo ima rad oblake, nekdo ima rad dež. In ja, zakaj bi mogla biti predstava vesela in se smajati in imeti kakšen nauk na koncu, pravzaprav lahko samo je in se samo opazuje in se, mislim, jaz tako razumem, seveda gre za rojstni dan in tako naprej, ampak ja, ni euforije, ne, v tem smislu, ni je, tako kot si rekla, je precej tiha, skromna. In ja, začuda se mi zdi, ker je pač ravno taka, kot je, da se jo je gledali popolnoma enako, se mi zdi, kot ostale predstave. Moj občutek na odru med predstavo je bil ta, da ni to nobenemu nič hudega naredili, da se ne smejemo kar tako, ali pa da niso neke klasični preobrati, klasične situacije in tako naprej. In da je tiha navzočnost Zakaj pa v ne? resnici še in še dragocena in vsi koprnimo po njej. Ja, intimno zanesljivo smo vsi tudi tiho, ne? In si mislimo svoje, v neki svoji tišini. To tako je, še dobro. Ne? Ali v tišini celo najresničneje smo? Najbrž. V čisto sveži premieri Gospod Gnilc in plešoči medved v režiji Luke Marcena vstopimo v eksplozijo čudaškosti, ker svet ni stabilen, ni potrebe, da bi bili junaki mogočni, elegantni, popolni, čisto prav je, če so čudni, prestrašeni, ranljivi. Zakaj torej ne bi bili solidarni in skupaj čudni? Morda čudežni? Kaj praviš? Ja, predvsem se strinjam s tem, zakaj pa ne bi bili vsi malo čudni, a ne? Ja, predvsem, ker najbolj smo vsi malo čudni, a ne? Ker če je kaj normalno, ki je beseda, ki je ne maram, je najbolj normalno to, da smo vsi čudni, se pravi, da, a ne, da je beseda normalno celo, ne vem, če bi jo potrebovali v knjigi besed. Tudi meni se zdi povsem pogrešljiva. Tako da ja, in je seveda stvar nek svet, nek občutek, a ne, nečesa. Ja, je toliko sveža, da še ne vem točno vse, kaj se mi je zgodilo v njej. Ne. Ampak izredno čudovit proces je bil tudi z mladimi kolegicama mladima. Mislim, veselim se tudi naslednjih projektov, hočem reči, to tako je. Ne. To se meni zdi, poleg kako že dragoceno je biti neviden, ne. Se mi zdi lutkovno gledališče nekaj, brez katerega zanesljivo ne bi mogel ali pa želel več živeti. Če bi moral, bi pač moral, ampak če lahko zbiram, ne. Mi ponuja ogromno, vedno in še skozi. To se mi zdi sjajno. Veš kaj, Gašper, jaz si pa tudi ne želim predstavljati lutkovnega sveta brez tebe. Tvoja izstopajoča veščina je nujna, ker zmoreš biti prisoten brez izrazitejše psihološke demonstracije. Rilke pogosto piše o tihih bitjih, ki so intenzivno navzoči brez ekspresivne geste. Saj veš, nežnost in moč umetniškega obstoja, prisotnost brez razkazovanja, telo kot nosilec ritma, performer kot medij prostora, ta zgoščena navzočnost. Zdaj, ko govorijo o teh stvareh, se mi zdi zanimivo, naprimer, zadnji dve predstavi pred Gnilcem, ali pa za ene med zadnjih epizod Mišo Kiljan, kjer se ne govori besed s svojimi pravimi črkami, to se mi zdi zelo zanimivo opazovati, kako se še skozi razumejo zgodbo. Govorim kot o tem, kaj lahko se lutkovno gledališče pogreša, kaj lahko odvzame, kaj lahko dodaja.
Ali pa ples v kamnu, kjer se spet igramo z nečim, ki seveda vsak, ki je mal zdrav, ali kako bi rekel, ne, bi rekel, kako, kaj, sej kamen, ne. Ja, in če si upaš in če si vzameš čas, vrtaš po sebi, po materiji in mislim, karkoli seveda se zgodi, ampak se mi zdi spet nekaj precej pomembnega na ta način raziskati, kaj se da s tem. In seveda, tukaj ni nobenega ega in ne gre za igralca, lutkarja, ampak gre za pač neko snov, ki jo, to se mi vedno, rečemo, zdi tudi pri lutkah, zanimivo. Ne, ni treba, da je zgodba o meni, ali pa da se govori prek mene. Zdi se mi, da je cel kup stvari, ki se lahko pove drugače. No, naprimer, kot brati knjigo, kako zdaj bereš ti in kako jo drugim razlagaš, najbrž ni isto. Prav nikoli. Ja, Gašper, hvala še enkrat. hvala za povabilo. Z največjim veseljem. Hvala tudi vam, spoštovano občestvo. Bodite nezaslišano lepo. Srečno.